Hey! Anyone there? Hello? Anyone? Little Hope ni tako kot vsaka horror igra, kjer raziskuješ gozd in te lovi neka neznana paranormalna entiteta, ampak nam pove zanimivo zgodbo, ki nas celoten čas drži na trnih. O tem, kako se bo zgodba razpletala, pa je odvisna od vaših odločitev. Until Dawn je še en takšen naslov od razvijalca Supermassive Games, ki je dvignil kar nekaj prahu. Predvsem je bil popularen na YouTubu. Little Hope spada pod serijo krajših zgodb The Dark Pictures Anthology. Trenutno pod to serijo spada še Man of Medan, na voljo tudi na Windowsu, in House of Ashes, ki je še v razvoju. Ko sem zagnala igro, me je pritegnil meni, kjer lahko izbiramo, ali bomo igrali sami ali s prijatelji. Presenečena sem, da je na voljo co-op igranje, saj nimam občutka, da je to igra, ki jo lahko igrata dva igralca. Izmenjavate se pri odločitvah in skupaj ustvarjata zgodbo, ampak sem vseeno za recenzijo igrala sama. Sprva se dogodki odvijajo v hiši 6-članske družine. Igra nam pokaže osnovne mehanike, toliko da dobimo občutek, kakšen bo gameplay. Po kratkem času ugotovimo, da je družina disfunkcionalna, starša se kregata, oče je pijanec in otroci so prepuščeni samim sebi. Dobimo čuden občutek, da nekaj ni v redu z mlajšo hčerko. Srhljivost se stopnjuje in s tem tudi dogodki v hiši, in naenkrat je hiša v plamenih. Edino Anthony ostane zunaj hiše, vsi ostali člani pa umrejo. Tukaj sem dobila svoj prvi dosežek, So Much Death. Po tej tragediji spoznamo kustosa, ki nam pove o naših odločitvah, ki vplivajo na potek zgodbe, in da bomo začeli z novo zgodbo imenovano Little Hope. Potem sem bila že čisto navdušena, saj me je zgodba pritegnila, kinematografija je odlična in grafika je zelo realistična. Predmeti izgledajo resnični, še posebej, ko jih je karakter dvignil in si jih lahko podrobneje ogledal. Naslednja zgodba ima iste karakterje, ampak v drugačni situaciji. Tokrat je skupina študentov z profesorjem odšla na izlet. Doživeli so avtobusno nesrečo. Ker iščejo pomoč, gredo v mesto Little Hope, ki raziskujejo različne zgradbe. Zajame jih megla in ugotovijo, da iz tega mesta ne morejo pobegniti. Velikokrat se pojavi v ozadju kakšna oseba, ki v naslednjem kadru kar izgine, kar me je naredilo še bolj nervozno. Tako se počasi odvija grozljiva zgodba tega malega mesta. Res je, da sem bolj oseba, ki ima rada zgodbo in me ne moti, če ni nekega bistvenega gameplaya. Če poznate razvijalce, potem vam bo ta igra všeč. Med igranjem sem dobila občutek, kot da sem v filmu in kontroliram celotno dogajanje. Jumpscari, ki so prisotni, so zelo dobro razporejeni. Edina slaba lastnost je čudno spreminjanje kadrov, kadar prehajamo iz ene okolice v drugo. To igro bi predlagala za vse oboževalce grozljivk, saj je produkcija res dobro narejena. Še posebej lahko izkoristite potencial igre, če igrate s prijatelji. Tako vam omogoči več ur igranja, še posebej pozno v noč.